Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Načrti za Mladinski center 2030 v Murski Soboti. Mednarodni teniški turnir gluhih in naglušnih. Zadnji podatki Murskosoboške enote Zavoda za zaposlovanje. Zakaj je prišlo do električnega mrka na Iberskem polotoku? Napoved vremenoslovcev pravi, da bo jutri še pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V strategiji razvoja kulture v Murski Soboti je med drugim tudi načrt za vzpostavitev mladinskega centra, ki bi omogočil paleto dejavnosti vseh deležnikov. V projektu Mladinski center 2030 so udeleženci spoznavali dobre prakse mladinskih centrov iz Slovenije in tujine ter izdelali idejno zasnovo. Mladinski center, ali kot ga poznamo, Mladinski informativni in kulturni klub, zdaj domuje v Soboškem gradu. Prvo, kar je treba poudariti, je ravno to napačno razumevanje, ki se je pojavilo v javnosti o selitvi Mika. Kulturno-mladinski center, ki je v bistvu kot koncept postavljen na določeno lokacijo, kot možnost, ki se lahko zgodi, bi bil Mik samo eden od programov, ki bi bil v tisti stavbi, se pravi, da tu ne gre za selitev Mika, ampak za vzpostavitev nekega širše zastavljenega kulturno-mladinskega centra, v katerem bi našli svoje mesto tudi ostali deležniki organizacije, ki so zdaj raztreseni po mestu. Istočasno pa bi Miku omogočil realiziranje tudi določenega dela programa, ki ga v večjih stavbah, kot jih imajo nekateri drugi centri, lahko izvajajo. To so razne, recimo, specializirane delavnice, ki jih tu ne moremo imeti, mogoče tudi gostovanja, ki jih tu ne moremo imeti. Idejna zasnova, ki so jo izdelali, se je osredotočila na prostore upravne zgradbe nekdanje tovarne Mura, kar ne pomeni, da se bo to tudi uresničilo. Zdaj vselite se pa v prostore nekdanje Mure, se pravi na obrobje mesta. To je kot dvorezni meč, se pravi. Po eni strani imaš seliš Mik iz centra mesta, iz centra dogajanja, po drugi strani pa v bistvu pa voziš Mik izven toga, pa imaš nekši mir svoj, pa leko ustvarjaš, mogoče pa ne so težave sosedi, pa kakšno je po koncertih, pa tak, pa so malo mogoče bolj sproščeno vzdušje. Tako tudi treba je fejs premisliti, kako s to zadev. Ideja o selitvi Mika oziroma vzpostavitvi mladinskega centra ni nova. Med drugim so bili že načrti, da bi mladinski center nastal v prostorih vojašnice. Seveda, tu je v bistvu zgodba, smiselno je seliti Mik, kako pravim, to treba je fejs premisliti te zadeve, ker je smiselno Mik seliti tam, ampak ne samo Mik, ampak trebalo bi te zadeve malo širši kontekst zastaviti. Vzpostavitev centra bi bila dobrodošla, a vseeno je potrebno dobro premisliti, kam in na kakšen način. Vse več stvari ide v centra, ne? Sobote, ne? Če je to ne center, ne? Se meni zdi, da imamo palik osiromašeno jedro, ne? Mesto. Gdje se je bar nekaj dogajalo, ne? In že smo se navadili na to, sicer obisko resen, roko na srce, nega toga, ki je inda bilo, ne? Ampak zdaj, če bi se to revitaliziralo v nekšo formu, gdje bi, ne vem, imeli še nekše dodatne prostore, gdje bi se dalo mogoče, gdje bi leko mogoče bendi dobili place za vaje, gdje bi leko recimo tudi vizualni ustvarjalci ustvarjali, mogoče bi leko nudili, kak Ingolstadt nam nudi, Gregor Purgaj je bil v rezidenci, tudi mi kontra nudili, končno nekaj imeli za ponuditi. To je to zelo lepa ideja, ker pa seveda verjetno je ne tako enostavno zaspeljati, ker je to ogromno investicija. Končan je ob tem dodal, da pravijo tudi prebivalci in obiskovalci mesta, da je potrebno razmisliti o tem, kaj bo v središču mesta ostalo, da bo mesto zares zaživelo.
Ob Mednarodnem dnevu gluhih in Mednarodnem dnevu znakovnih jezikov v Murski Soboti poteka mednarodni turnir Slovenija Deaf Tennis Open Expo 2026. Ta edinstven dogodek je posvečen znakovnemu jeziku in kulturi gluhih. Turnir organizira Športna zveza gluhih Slovenije v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota. Tekmovanje poteka pod patronatom Mednarodnega komiteja za šport gluhih in bo štelo za točkovanje na svetovni lestvici gluhih tenisačev. Na turnirju bo nastopil tudi naš najbolj znani gluhi tenisač Marino Kegl. Torej, organizirate turnir na najvišjem nivoju svetovnem v kategoriji gluhih je vsekakor en privilegij, en prestiž, eno priznanje, bi rekel, velik dogodek za našo občino in tukaj seveda brez občine to ne bi šlo, ne, in zato se iz srca zahvaljujemo, se pravi mestni občini Murska Sobota in vsem pač, ki so deležni oziroma podpirajo naš turnir oziroma tudi invalidski šport v tem kontekstu in seveda to veliko pomeni za našo regijo, ker tu je zdaj že v bistvu tradicionalen turnir in prihajajo iz celega sveta, ne, iz 4 kontinentov so tukaj, tako da je to velik dogodek, ne, za nas. Na trg dela v pokrajini bomo pogledali in v našo družbo smo povabili magistrico Rijo Srkoč, vodjo urada za delo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje območne enote Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kakšni so aktualni podatki o trgu dela, seveda s poudarkom na naši regiji? Ja, jaz bi rekla podatke za konec marca letošnjem letu. In sicer je bilo na zavodu prijavljenih 2641 brezposelnih oseb, kar je za 10,7% manj kot istem obdobju lanskega leta. Stopnja brezposelnosti je bila v marcu 6,3%, povprečje v Sloveniji je 4,9%. Če pogledamo leto 2014, ko je bila brezposelnost največja, je bila stopnja v Murski Soboti 20% in povprečje Slovenije 14%, govorim podatke januarja tistega leta. Ne? Tako da se je ta stopnja oziroma število brezposelnosti v naši regiji zelo zmanjšalo. Zdaj, če povem malo o strukturi oziroma teh skupinah, ki so notri v tej številki, bi rekla, da je mladih do 24 let prijavljenih 15%. Od 25 do 29 leta starosti jih je prijavljenih 10%, od 50 let naprej pa 34%. Zdaj imamo tudi prve iskalce zaposlitve, ki jih je 18%. Imamo tudi osebe, ki imajo status invalida in jih je 21%. Večji delež je tudi za izobrazbo, ki imajo prvo in drugo raven, teh je 38%. Kakšne pa so potrebe po delavcih oziroma po kakšnih profilih v naši regiji? Zdaj, če še lahko omenim, do marca je bilo danih 1630 potreb po delavcih strani delodajalcev. Ne? To je dosti več kot istem obdobju lani, 17% več. Večina potreb, skoraj 400, jih je bilo iz predelovalnih dejavnosti. Potem je okoli 350 oziroma malo več iz zdravstva in socialne varnosti. Potem sledi gradbeništvo, trgovina, prevozništvo, tudi kmetijstvo in tako naprej. S kakšnimi izzivi se podjetja največkrat obrnejo na Zavod za zaposlovanje? Največkrat je izziv to, da iščejo novega sodelavca, se pravi novi kader in ga težko dobijo. Ne? In takrat stopijo v stik z našimi pisarnami za delodajalce, ki jih imamo na vsakem uradu po eno. Se pravi, naše sodelavke nekako pomagajo pri sami selekciji naših oseb in tudi pri napotovanju. Če se zgodi, da ustreznih oseb ne najdejo, se z delodajalcem pogovarjajo o sprostitvi oziroma nekak širjenju kriterijev. Ne? Tudi možnost je, da delodajalec da potrebo po delavcu za tujca, ker pač v naši domači evidenci ni ustrezne osebe.
Zanimajo jih tudi aktualni ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Predvsem bi lahko omenila za delodajalce delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu, subvencija, zdaj trenutno je zaposli.me. Ali podjetja dovolj vlagajo v usposabljanje in morebitno prekvalifikacijo zaposlenih? Zdaj jaz tu kakšnih podatkov, analiz nimam, ne? Ampak moje mnenje je, da verjetno bolj vlagajo večja podjetja, ker imajo tudi kadrovske službe, ki se s tem ukvarjajo in glede na naravo procesa oziroma hitrega razvoja rabijo zaposleni tudi dodatna usposabljanja in izobraževanja. Verjetno se s tem ukvarjajo manjši podjetniki, ne? Ker se že sami ukvarjajo z osnovno storitveno dejavnostjo in ponavadi rečejo, da jim zmanjka časa ali pa imajo kakšne krajše oblike usposabljanj. Ali opažate pri uspešnih iskalcih zaposlitve kakšno nekaj, kar jih loči od drugih? Rekla bi, da mogoče vejo, kakšno zaposlitev si želijo in iščejo ciljno in dajo vloge, prijave, življenjepisa na ciljna delovna mesta, specifična, tista, ki jim odgovarjajo. Se pravi, da tudi poznajo svojo vrednost, svoje kompetence, svoje boljše strani, kjer so boljši, ne? In se potem tudi lažje bolj pripravijo na razgovore z delodajalcem in tudi več iščejo na skritem trgu dela. Prej ste omenili tuje delavce. Kakšna je trenutno vloga tuje delovne sile pri zapolnjevanju vrzeli? Ja, je še kar močna, zato ker v bistvu delavcev na vseh straneh, na vseh področjih primanjkuje. Najprej smo dobili oziroma so prišli k nam delavci iz bivše Jugoslavije, ker tudi nekako po jezikovno in mentalitetno pašajo k nam. Potem se počasi ta bazen prazni in prihajajo tujci iz azijskih držav, Bangladeš, Nepal, Filipini in tako naprej. Mi kot zavod tudi izvajamo dogodke življenje in delo v Sloveniji. Pred enim tednom smo bili v Bosni, v Tuzli in Zenici, kjer tudi imajo priložnost naša podjetja, da se pridružijo temu dogodku in tam mogoče pridobijo kakšen novi kader. Ne? Se pravi, da vrzeli relativno uspešno zapolnimo, tistim pa, ki so na poti iskanja zaposlitve, pa zelo ciljno iskanje je tisto, kar je najboljše, če nekako povzamem to, kar sva povedala. Ja, tako bi rekla, ja. Se strinjam. Magistrica Rija Srkoč, najlepša hvala. Hvala vam. Danes začenjamo z novo sezono znanstveno-izobraževalnih oddaj po sledih napredka. Na vrsti je prispevek dr. Rafaela Mihaliča o električnem mrku na Iberskem polotoku. Karakteristika tega razpada je, da je bil izjemno hiter. Se pravi, v 5 sekundah je izpadlo 15 gigavatov, to je preko 20 nukleark Krško in to v 5 sekundah. Vsi prejšnji razpadi, ki so se tudi dogajali po svetu, so imeli bistveno večje časovne konstante, recimo tam tisti znameniti italijanski 2003 se je kar nekaj minut vlekel, potem razpad centralne Grčije, to se je celo dopoldne nekaj kuhalo in v bistvu je sistem bil čist na robu, pa operaterji sploh niso vedeli. Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri spremenljivo oblačno. Dopoldne je bilo oblačno in vetrovno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih namerili 17, v Lendavi 18, v Krajinskem parku Goričko pa 14 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 9, v Mariboru 8 in na Ptuju 9, najvišje dnevne bodo povsod okoli 21 stopinj Celzija.
V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 4 in 13, čez dan pa med 14 in 24 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro.